Lep pozdrav. Evo, bradavičjek. Oziroma, to je bilo pač domače ime, oziroma krvavi mlečnik. To je rastlina, katero v ljudskem zdravilstvu ne uporabljamo prav pogosto, sploh pa ne v čajnih mešanicah. Nekako velja tudi za strupeno rastlino, vendar se kljub temu lahko uporablja notranje, najpogosteje pa se uporablja zunanje. Spada v družino makovk, za katere so značilne žleze, da pač, ko jih nekako utrgamo, izločijo tisti svoj mleček. Najdemo ga nekje ponavadi ob kakih ograjah, ob kakih poteh, kamnitih škarpah. No, pri nas tule raste zraven strojne lope. Nekako ga nabiramo med cvetenjem, posušimo. Posušen je v bistvu nekako brez vonja, drugače ima pa sicer bolj oster, tak grenak okus. Kot sem že povedala, ko ga utrgamo, on pač izpusti tisti svoj mleček. Evo ga. Samo malo, da se izostri. In ta mleček, s tem mlečkom se ponavadi mažemo po bradavicah, zato se mu pač tudi reče bradavičjek. To pa zato, ker pač vsebuje določene encime, ki nekako pomagajo oziroma zavirajo rast celic in tako preprečujejo razvoj bradavic in pa kurjih očes. Vendar morate vedeti, da to je pač le rastlina in to je pač naravno zdravljenje, zato je treba biti pri tem vztrajen in kadarkoli vidimo krvavi mlečnik oziroma to rastlino, jo utrgamo in si s tistim mlečkom mažemo po prizadetem mestu. Kot sem že povedala, krvavi mlečnik spada med strupene rastline, vendar ga kljub temu lahko uporabljamo posušenega in ga uporabljamo za notranje. Torej, najpogosteje se uporablja pri obolenjih jeter in pa žolča, saj nekako pomaga spodbujati izločanje žolča, vendar morate paziti, da uporabljate prave odmerke, ker v večjih odmerkih oziroma nepravilnih odmerkih je lahko krvavi mlečnik zelo škodljiv. Drugače pa pomaga in nekako blaži, bom rekla, te krče gladkih mišic, kadar pač te bolečine nastanejo zaradi težav z žolčnikom. Pomaga tudi pri napenjanju in pa težavah z vetrovi. Velja, kot sem že povedala, opozorilo in ga odsvetujemo nekako uporabo pri glih ravno, ne, gre nasprotje pri boleznih jeter in pa kadar že je ta obstrukcija žolčevoda in pa hkratni uporabi nekako zdravil. Zato, ker lahko pride do močnih poškodb jeter. Zato pač priporočam, da se pred uporabo krvavega mlečnika kljub temu posvetujete s svojim zdravnikom, saj krvavi mlečnik obstaja tudi v raznih kapsulah, torej v lekarniški obliki, tinkturah, ki jih seveda moramo pravilno dozirati. S tem, ko pač jemljemo krvavi mlečnik in pa če smo pač v posvetu z zdravnikom, je dobro spremljati potem tudi jetrne encime. Torej nekako pravilni odmerek za notranje uživanje, za poparek na primer, za čaj je 1,2 do maksimalno 3,6 grama. Prelijemo, torej posušene zeli prelijemo nekje z 2 decilitra vroče vode, si pač naredimo poparek in spijemo samo 1 skodelico tega na dan, nič več. Pijemo seveda po požirkih. Lahko si naredimo tudi tinkturo, 100 gramov alkohola,
10 gramov suhe zeli, to pustimo stati nekje en teden, po enem tednu precedimo in na dan lahko vzamemo 2 do maksimalno 3 ml tinkture na dan. Ne smemo se predozirati, ker si lahko škodujemo. Lahko si naredimo tudi čaj, torej da vzamemo enake dele krvavega mlečnika, poprove mete in pa melise. Torej, da vzamemo 2 grama mlečnika, 2 grama mete, 2 grama melise in si potem pripravimo poparek in spijemo spet le 1 skodelico tega čaja na dan, nič več. Priporoča se pred jedjo. Tako da upam, da ste si zdaj zapisali vse te pravilne odmerke. Kot zanimivost pa mogoče še zunanja uporaba krvavega mlečnika je zelo dobra v kombinaciji tudi z orehovimi listi in pa brezovimi listi. Si naredimo poparek iz teh rastlin in uporabljamo za izpiranje las, za lepšo in boljšo rast naših las in pa bolj zdravo lasišče. Tako, krvavi mlečnik.